Zdaj si mi dal toliko istočen, za mečken verjetno odplaval, ampak sem prav pol nazaj. Ne bo rekončala pa je. Pa kje? Ne, ker zdaj, ker si rekel, ja, ugledal sem, okej. Kaj pa lahko, oziroma bi morali arhitekti v tem primeru narediti, oziroma kako misliš, kaj bi... Ja. Ni enostavnega odgovora. Ni enostavnega odgovora. Kako igrati to, mislim, ne igrati to, igrati to igro, da se ohrani vrednost in pogled javnosti na arhitектuro, pa ne mislim pogled javnosti, ki pač naredijo tiste monopoli hiške tamle, ne, ampak tako, generalno. Recimo, če vzamemo ta triangel pa Herzog de Meuron, se pravi, Herzog de Meuron v bistvu ne bi smela, ker res ni treba vzeti vse, kar jim pade na mizo. Ni jim treba niti narediti. So dosti težki, da lahko... Absolutno bi lahko. Bi lahko nekaj naredili. Seveda. In bi verjetno več naredili za stroko, če bi iz tega naredili eno, ne bom rekel, lih afero, ampak... Veš, mene, sedaj ne bom spomnil, mislim, da je Renata Salec enkrat napisala eno kritiko na račun urejanja nekje v Ljubljani, ne, in je napisala, in arhitekti so tiho. Ja. Jaz mislim, da to je glavni problem, da smo kot stroka tiho, da smo toliko oportunisti, vsi tisti, ki imajo največji imena v stroki, ne, ampak pričakujejo, da bojo dobili še delo od tega župana, da bojo dobili delo v mestu, da bojo dobili... In so tiho, ne. Imamo pa svojo šolo, imamo svojo zbornico, imamo svoje društvo arhitektov. In jaz sem bil zdaj v izvršilnem odboru društva do tega zadnjega mandata. In moram reči, da mi je bil to največji problem, da se nismo oglaševali takrat, ko bi se morali. Veš, smo imeli parkrat to diskusijo, bi morali kaj reči. In 20-30 let nazaj je bilo drugače. Za Ilerijo je društvo zahtevalo bojkot natečaja. To je prišlo do tega projekta od Lorenca. In je bilo uspešno. In to je šlo tako daleč, da je celo takrat, jaz se spomnim, Hravski klical tudi pod Reko, pa te kolege iz tujine, ki smo jih pač poznali, pa pričakovali, da bi eventualno jih mesto lahko povabilo, da se ne odzove. Smo povedali argumente strokovne, zakaj mislimo, da je ta projekt zgrešen. A veš, in tle jaz mislim, da je velika z moje strani kritika tako društvu, predvsem pa šoli. Šola za arhitekturo bi morala imeti neodvisna strokovna mnenja. Jaz, če pogledaš, naprimer, vzemva zdaj v Ljubljani problem sežigalnice. Meni se zdaj prav, ko so se zdravniki oglasili. Oni so kompetentni za ta problem, veš, ne. In tako smo mi kompetentni za prostorske probleme. Tako je, ja. Mi se moramo, javnost pričakuje od stroke en komercialno, bom človek rekel, ne brezinteresen odgovor, en res strokoven odgovor, ki ne bo komercialno obarvan ali pa, ne vem, da ne rečem še kaj hujšega, ga pričakuje od fakultete, ne. Ampak fakulteta je tiho. Ta zadnjič, ki se je tako res javno izpostavila, takrat, ko se je tudi zbornica, pa tako je bilo ob Bežigrajskem stadionu, ne? Ampak takrat jih je Janković vse povabil, jim zagrozil in od takrat se ne oglasi nihče več, ne? Ampak to je skregano z demokracijo pa strokovnostjo, ne? To je nek avtoritarni način obvladovanja mesta, ne? Ki je pa itak... No, ampak čakaj, zdajle mi sem pa tja gremo z Ostan, da kakšno rajžo, pa dosti poslušam in se, recimo Sašo se zdaj dosti oglašal okoli tržnice. Posamezniki, ja. Dajmo razumeti, jaz mislim, da bi se mogli kot ustanova, a veš, jaz sem se, Kosec se stalno oglašal s sjajnimi prispevki, ima kolumno, ki je zelo kritičen, ampak to ni mnenje šole, a veš. Šola bi se mogla kot avtoritetna stroke ali pa zbornica, po moje, bi se mogla kdaj postaviti za strokovna vprašanja. Pa društvo arhitektov je prav temu namenjen, po moje. Odkar smo zbornico dobili, prej je bilo itak tudi natečaji, pa tako naprej, vse je šlo prek društva. Društvo je zdaj to vlogo izgubilo, in ga jaz vidim društvo predvsem res kot vest stroke, to ni Ferjan Savez. Da tudi lahko zaradi mene ekskurzije organizira ali pa neke strokovne prireditve, jasno, ampak predvsem bi morali, veš, neko strokovno mnenje
prihajati iz nekih inštitucij, ne samo od posameznikov. No? Ampak zdaj, jaz se spomnim pa enega primera, recimo, se spomniš tlele, kjer je zdaj ta Schellenburg, ki je bil ta prvi natečaj, pa je bilo tiste, takrat se je pa kar nekaj ljudi oglasili. Se pravi, bil čas se je to. Ja. Ampak moram priznati, meni se tisti niti ni zdelo tako slabo, zdaj pa ta Schellenburg zrasel, je pa res slabo. No, vmes je bila še ena hujša varianta, ki me je kar slabo postala, ker sem gledal tiste renderje, veš, kakšne tiste. No, tako da, ampak glej, isto je bilo z Ilirijo, kot pravim, isto je bilo s Šumijom. Ampak Ilirija je, se pravi, tukaj je bil cel kot... Jaz mislim, da je katastrofa, no, še vedno. Jaz se strinjam s tem. Jaz sem bil takrat v društvu, ko so bili še natečaji prek društva in ko smo ta bojkot se zedinili, da moramo to bojkotirati. Se ti lahko 2-3 razloge povem. Ne gre samo za arhitekturni projekt, ki tudi mislim, da ni najboljši, tako je zdaj realiziran, ampak predvsem jaz sem rojen Ljubljančan in sem otroštvo preživel na Iliriji. In jaz mislim, da je to je bila tako velika zasluga, da smo imeli javno mestno kopališče v centru mesta, letno kopališče. Letno, ne. Ja. A veš, zimski bazen imamo mi tam, ki ga je Košir naredil in tam je bil natečaj za 50-metrski bazen. In tistega bi še danes lahko podaljšali na 50-metrskega, samo so med gradnjo so ga pa zmanjšali, ker ni bilo sredstva, to, kar se velikrat dogaja. V zadnji še vedno prostor na parkirišče bi ga lahko podaljšali na originalen, tako kot je bil natečajen projekt. Pa bi imel zimski bazen tam, pa tle. Ta bazen je pa Boter njegov je pravzaprav Mankoč, ne? Ja, Mankoč. Oče od Petra Mankoča, ki je bil tekmovalec, takrat en boljših slovenskih plavalcev, on mu je hotel narediti veliko uslugo, zgraditi tle tekmovalen bazen. Vsak, ki se je s plavanjem kdaj ukvarjal, z tega nisem vedel, ampak takrat smo natečaj pripravljali, so prišli tudi ljudje z DIFA, je bil član tistega pripravljalnega odbora in je povedal, tekmovalen bazen ni dober za rekreacijo, rekreativen ni dober za tekmovalen, ker prvič je voda mora biti hladnejša za tekme, prostor mora biti hladnejši in to pri tem volumnu in pri tem volumnu vode in zraka ne moreš tega dnevno spreminjati. Ne. To se pravi, je vedno to en kompromis, en razmeroma slab kompromis. In se res vprašam, zakaj morajo, naprimer, ta najbolj slovenski plavalci, to tudi ni množičen šport, tudi glede gledalcev, ne. To je 200-300 gledalcev, veš, to ni košarka, nekaj prije par tisoč ljudi gledati, pa nogomet, ne. Zakaj mora biti to v centru mesta? Zgubili smo pa mestno kopališče, ne, to pravim. In tle je bil glavn takrat prigovora, veš. Poleg tega, da ta bazen je bil le tako narejen, da je bil to začetek zelenega Tivolija. Je bil to en razmeroma paviljonski objekt, nizak, ne, že z zelenjem lahko kombiniran, pa tako naprej, no. Tak je bil tudi natečajen projekt od Lorenca, ne, še prvi. Se je pa že tako spremenili, da smo to dobili, kar smo dobili. Ampak jaz mislim, da ne gre samo za arhitekturni projekt sam, ampak gre res za vprašanje programski, ne, zakaj je bilo treba zamenjati javno kopališče za tekmovalen objekt. No. Ki je pa bi bil brez problema v Stožcah lahko zgrajen, ali pa ne vem, zdaj sem kjerkoli. Ampak nek na periferiji, ki je lahko dostopen tudi, a veš, dajmo tudi, ne vem, če imam tudi zdaj, no, ampak v natečajnem razpisu takrat prvem je bil, da bi bila not garsonjere oziroma hotelske kapacitete za tekmovalce, ne, ki bi prišli trenirati. To se pravi, cele Slovenije bi te najboljši plavalci hodili v center Ljubljane. To so dragocene lokacije za mestno življenje, ne pa za, a veš, za ekskluzivo športno, ki jo jaz cenim, spoštujem, ampak sodi na mestno periferijo, ne pa da istočasno pa izganjamo fakultetne objekte iz mesta. To je pa moj drugi prigovor. Jaz, ko sem začel učiti na fakulteti, pred 30 leti je bila Ljubljana univerzitetno mesto in si to čutil na vsakem koraku. Študentje so bili v centru mesta, večina jih je živela v centru mesta, so napolnili te lokale v centru mesta, veš, življenje študentov se je odvijalo v glavnem v mestnem središču. Zdaj jih ni več. Zdaj so tam turisti, bogati ljudje in tako naprej. No. In ta značaj mesta se je zelo spremenil, kljub temu, da je mesto danes bolj urejeno, jaz se strinjam s tem. Ampak bolj nedavno tega je tale napisal, no, Vojnović, ne, eno krasno kolumno v Dnevniku, ne, kako on je doma se vemo dol iz Fužin, ne, mladost je tam preživel, zdaj ne živi več v Fužinah. Ampak prav, v mesto pridem pa se počutim, kot prišel en zabaviščni park, ne.
Veš, to je res, ne? Ljubljana ni več živo mesto. No? Tudi zdaj Esad Babačič, ki je tudi en zelo zanimiv avtor, ne, napisal, v mestu ni več prostora za te izgubljene duše, za razne boheme in tako naprej. Tega ni več. Ne? Prej so bili lokali, kjer so se in to je ena avtentičnost življenja mestnega. No? Zdaj smo ratali pa tako mednarodno mestno središče, ki je se predvsem zahvaljujoč Plečniku, ne Jankoviću, res eno najlepših mest, ampak življenje pa zgubilo. Ja, jaz s to Ilirijo imam tudi osebno kar nekaj problemov, zato mi je bilo zanimivo, ker mogoče ne veš, sem tudi Petra Lorenca. Ja, sem ga tudi gledal tisto razvoj. Ja, ker me je zanimalo, kako on to vidi. Moj generalni vtis je bil, da on je to videl bolj tako kot si to prej opisoval, kot šanso, da nekaj naredi svojo krono in to je to. In da se v vseh teh vprašanjih, ki si jih ti zdaj izpostavil, dejansko veš kaj, jaz ga malo poznam. Nekaj dosti. On je, tudi ko sem ta razgovor poslušal, točno tak je on. On je človek, ki je zelo nesamokritičen. On je tudi izjavil, da je to zdaj v Ljubljani najbolj spektakularen objekt. Jaz ne poznam arhitekta, ki bi to za svoje dela rekel, saj imam srečo, da tazga ne poznam. No? Njega sem pa poznal kot tazga in moram reči, da nisem bil presenečen po tej izjavi. Taka je tudi ta arhitektura, no, žal. Ja. Pa tako kot si rekel, če bi vsaj, mislim, že v osnovi napaka, tam imamo pokrito kopališče, tukaj bi mirno ostalo neko odkrito, lahko preobrojeno, nekaj karkoli. Če je to športen objekt za tekmovanja, na periferijo, ali pa tudi po neki logiki 15-minutnega mesta, kamorkoli bi ga dali, da bi še neka periferija dobila bazen. Pa če vse to odmisliš, če bi vsaj naredili tako, kot je bil prvoten tisti projekt, dobro, bi zgubili precej, ampak kljub vsemu on je nekako tako zrastel iz trave. Jaz se res vprašam, veš, kaj pa zdaj z unim Koširjevim kopališčem? Ja. Niti 200 metrov stran. Ja, tako je. Zdaj imamo dva pokrita bazena, enega zraven drugega, zgubili smo mestne kopališče. Ja. In koliko je to stalo? Ne? Jaz se sprašujem, kaj s temi mestnimi odborniki, da dvignejo roke. Ne? A so res čist, glasujejo tako po diktatu, kot pri Trumpu, pa viš, se ne upajo imeti svojega mnenja več, ali kako. Ja. Tako da tukaj je to malo žalno. Šlo na to. No, ampak, ki si pa rekel, da tudi doma, pa si umeril Hercog de Moron, pa zdaj tole, pa tudi zunaj, ampak po drugi strani pa znotraj stroke se mi zdi pa, da je, jaz niti ne poznam ostalih, ampak Glen je pa dobil najvišjo možno arhitekturno nagrado znotraj arhitekturne stroke, pa v bistvu on do takrat mislim, da sploh ni imel nobene take pompozne realizacije. Ne. To je pa tudi en boljši moment, se pravi, da je neka stroka prepoznala, on je kaj, se še hiš ni imel prav dosti, bolj je imel vikende. Ne, hiša je bolj že kar veliko. Ja, ampak hočem reči, to se mi zdi pa, kljub vsemu ni tako vse črno v stroki. Sam to je izjema. To morava vedeti. Ja, ampak odkar je on v žiriji, se mi zdi, da pada noter. Več, že dolgo ni več. Takrat je na srečo, a veš, vprašanje žirije. Ne? Ja. Če bi bil v žiriji, verjetno Peter Lorenc, pa še take vprašanje, koga bi nagradili. Tako da, zame osebno je bilo pa to olajšanje, tako kot ti praviš. Ja, dejansko. Že sem itak zelo težave s zvezdništvom v arhitekturi, mislim, da je to res, že sam termin je zelo problematičen. Ne? Mileni smo estradniki, pa tako naprej. Mislim, delo naše je nekaj drugega. Tega se mogoče premalo zavedamo, teh socialnih posledic arhitekture. To je to, kar je modernizem razumel. In se mi zdi, da se je to zelo zgubilo. In jaz moram reči, da jaz sem Glena spoznal, sem ga spoznal preko strokovne literature, preden sem šel v Avstralijo, ne da bi se z njim srečal prvič. Sem pač preko Robija Potokarja dobil stik z njegovim sinom, pa se z njegovim sinom prvič srečal, ko sem bil v Avstraliji. Ampak za me je bilo to res odkritje, ko sem njegov del spoznal. Enako za me, Pa ne zaradi to,
prav zaradi vrednot, ki so tako druge od tistega, kar se je začelo takrat v stroki tako širiti, pa s tem zvezdništvom, pa tako naprej, pa s temi srečanji, pa a veš, da so se, naprimer, jaz se spomnim, ker so pravili, da nisem bil zraven, ne, ki je imel Eisenman neko predstavitev, pa je prišel v športnem dresu od fuzbalista, pa na štadionu so imeli, ne, ker je bilo toliko publike. Veš, to je rata res, premaknili smo, ne, kaj bi šel, v fokus stroke, no. Ne, in žal se meni, čisto osebno sem bil meni to nekako, nisem mogel tega čisto sprejeti in me je bilo to olajšanje, ko sem to videl, njegovo arhitekturo. Jaz mislim, on je bil pri nas potem, kaj ta prvič, ne, prednje bil, ali pa je že... Ne, je že imel. Je že imel Pritzkerja, ja. Ko je prišel prvič k nam. Ja, ja. Jaz nikoli nisem mislil, da bo tako blizu, kot je pač zdaj nanesel, ampak... Ja, jaz sem isto to doživel, ker dejansko, to sem že večkrat povedal, ampak jaz sem šel dol zato, da malo glavo spraznim, sem rekel, da... To zgodbo poznam, ja, je lepa, moram reči. Ja. Sem jo tudi njemu povedal. Ampak vtis, ki so ga te ljudje name naredili, pa ne sem Glen, tudi Richard, pa Peter, ja, pa Brit, pa to, meni je to čisto premaknilo. Mislim, ja, to je drug svet, to je drug svet in dobesedno, ja, to, da tam smo zvečer posodo skupaj pomivali, razumeš? Ja, mislim, to si ne moreš predstavljati. To so vrednote, so druge. Ja, vrednote, točno to, vrednote so take in to se mi zdi... Tako da je tista, zame je celo formalen del manj pomemben pri njihovem delu, kot pa res eno čist druge vrednote v stroki, ki so jih spet malo na nek način postavili v spredje. No. Ampak Glen tudi res osebno je tak človek. No. Jaz sem imel res to srečo, da sem ga bolj spoznal in je to... Ja, tako je. Res, pa, mislim, z njim imaš dejansko, ja, na tistem masterclassu, tista debata v večeri, nikoli nam pozabil o krilu, ne, ker on je tudi neki letov ali nekaj imel z letaveške, da mu dež ne pada, zato ker veter tako nese in pol to, in da je to razlagal celo aerodinamiko, sem rekel, wow, to je. Ampak to je veš zelo res, jaz sem mogoče prvič v njegovi knjigi to prebral, ne, pa zdaj to opazujem, ko greš na morje, ne. Ja. Zdaj sem bili, ko se z Dalmacije vrnil, ne, kako grozljivo pozidujejo Dalmacijo, ne. Te z enodružinskam hišam, pa nad zidavam, pa zaradi apartmajev, pa Airbnb-ov, pa vsega teh turistične ponudbe. Grozljivo, res. Uničujejo svojo, res, tisto, kar je najbolj žlahtno, kar imajo. Ne. Pa pogledaš v pristanišču, jadrnice so pa vse tako lepe. Ne. Ja. In to je res neverjeten, pa konec koncev tudi drugi čovni. Ne. In to vam prav, ne, kako enkrat razumeš naravo, pa vse te zakonitosti narave, pa to v obliko prevedeš, ne, naprimer, tudi jadranega letala, ne, on to o tem govori, ne. Viš, in na ta način ratejo stvari lepe, ne, in zato danes je težko narediti dober čovn, ko bi bil grd. Pa dober jadralni letal, ki bi bil grd, ker se upošteva aerodinamiko, pa vzgon, pa vse to, kar zraven sodi, dobiš te mehke, lepe forme, ne, ki so nam tako blizu vsem in dejansko je taka diskrepanca res, zadnji sem sedel ob obali, pa gledaš te prekrasne čovne, pa vzad to, kar so pozidali. Taka diskrepanca res med načrtovanjem teh ladijskih, ali pa kako rečemo, plavil, no, in na drugi strani te nagravžne arhitekture, ki je za tem vzad. A veš, kaj pa pravzaprav vidiš, vsak hoče nekaj novega izumiti, en ima balustre, drug ima timpano, ne, veš, kar neko samograditeljstvo, ne, rad bi bil bolj pomemben, kot je sosed, ne, tam pa ne moreš, ne, jadrnica je lahko malo večja, malo manjša, ampak zares vse morajo spoštovati zakonitosti jadranja ali pa plovila, no, če hočejo biti uspešni, ne, v svojem. In to prevesti v arhitekturo, res nikoli nisem to razmišljal na ta način o arhitekturi, dokler nisem pač njega spoznal. No. Pa njegovega dela, pa njihovega, no, rečemo. Sej res imaš zelo prav, ni sam, ne, v tem. Absolutno. No, pa meni je bilo tudi zanimiv pol, ker sem bil kasneje na Finskem, koliko je že Alto tega upeljeval noter. Ja, absolutno. Alto je bil... Zanimivo je, da Ravnikar je bil pri Corbusijeju, ne? Nekaj mesecev, pa tudi naredil par reči, tudi Corbusier je zelo cenil njegovo delo. Ne?
Corbusier sploh zelo cenil ljudi, ki so z ljubljanske šole prihajali, ker so imeli izjemno to risarsko disciplino, Plečnikove učence. Ne. Ampak zdaj, ko nazaj rekonstruiram te najne pogose, so bili bolj njegovi. Jaz sem ga bolj poslušal, jasno pa spodbujal, da je kaj povedal. Ne. Ampak ta druženja njegova, večkrat je Alta omenil kot Corbusierja. Mu je bil bližji in če skozi te oči gledaš, tudi bolj razumeš njegovo arhitekturo, ne, kako je on že to kranjsko občinsko stavbo, ne, kako je on iskal to lokalno identiteto, ki iz ljudskega stavbarstva izhaja, veš, pa te forme, ki jih narekuje pravzaprav, če hočeš, klimatski pogoji, pa gospodarski pogoji, pa tako naprej, ne. Pa to pravzaprav z modernističnimi načeli, ne, en dialog najti, ne. Veš, to, kar je Alto pravzaprav, ne, bil po eni strani navdušen nad modernizmom, ampak ni se pa odpovedal tem lokalnim značilnostim in s tem čisto samo svojo arhitekturo naredil. Ki je pa res zelo humana, ne, človeku. No, tako je, to je lepo piše, humana je. Absolutno, ne, dosti bolj kot, tudi že v materialih, če pogledaš, kako se lepo stara. On je tudi nekaj rekel, kam je tako dal misliti, pa je zelo res. Je rekel? Alto, Aha, da arhitekturo moraš ocenjevati šele po 50 letih, ne. Veš, jaz vidim, kolikrat se nam zgodi tudi v naši stroki, da nagradimo nekaj, kar, ne, s temi letnimi nagradami, od zlatih svinčnikov, pa ne mislim zdaj nič konkretnega, no. Ampak ko se pa izkaže, da ne funkcionira v prostoru. Bodi si, da ljudje tega ne sprejmejo, bodi si, da na prostor ne reagira, ni pravilen način, ne. Ampak nam je všeč, kot strokovno je lepo delo samo na sebi, ampak na koncu se vidi, da ne zaživi, no, v prostoru, ne. In v tem smislu Altova arhitektura se tudi neprimerno lep stara, ne. Ja. A veš, imam poln te arhitekture, ki je bila čisto lepa, pa je že čez 10 let, pa nekaj grozljivega. Predvsem pri teh denit fasadah je bilo tega toliko, no, veš, teh izolativnih fasadah, ki se pa začnejo gor vse. Zdaj smo vse to skozi dali, no, tudi sami te izkušnje. On ima pa s tem vidnim lesom, vidno opekov, tako naprej, pa kamen, jasno, ne, s temi naravnimi materiali, je to arhitektura, ki se krasno stara, ne, dobi eno patino, ne. Se začne še bolj z naravo spajati. Mislim, ne, čudovita. Jaz sem poznal ta njegov opus tako kar dober, ampak ko sva šla za Lenko gor, pa ne vem, sva tudi prekolesala tam Murat Salov in to. Tako, kad to v živo vidiš, ja, ne vem, če bi še od koga lahko rekel, da je to globoko vtis name pustil, pa tudi nisem tako malo pogledal po svetu stvari, ne, kakor prav njegova, no. To je prav njegova. Jaz se spomnim, ko smo se enkrat s Sumtorjem pogovarjali, smo bili takrat, on je bil še bolj na začetku, je bil še bolj ljudski. Ko smo šli skupaj na Kras, pa Hravski, pa Maj. Mislim, da je bil pa Pulja zraven, grški arhitekt, to je zelo zanimiv, žal že pokojen. Pa je rekel, nekaj smo prišli na Falling Water. Aha, ja, okej. Pa je rekel, ja, tam je pa tako, da bi človek kratke hlače gor dal pa copate, ne, veš, ko stopaš v hišo, ne. Ja. Domače se počutiš, ne. In se mi zdi, Alto je isto, no. Naprimer, ta njegova vila Mairea znamenita, ne. Saj nisem jaz edini, ne, to so že marsikdo. Prav Alto pa Wright, ne. Dejansko, kakšna ta arhitektura modernistična, ki jo zelo cenimo, pa je lepa, pa ne da bi jo zdaj kritiziral, ampak nima te domačnosti. Tako, da to oboje ohraniš pri modernizmu, to je pa dosežek. Pa pri teh velikosti, veš, tudi dimenzije, ne, naprimer tista vila Mairea ima res kar ene velike dimenzije, ne, in to lahko hitro rata ena palača, en hladen prostor. Je pa ena intima, ne, v prostoru, ena domačnost, ne, absolutno. Ja, Wright me isto impresionira, mislim, mi je zelo tako, mogoče se mi zdi, da ima glede na Alta, da je mečkam bolj težek, ne vem, kako bi to obesedil. Recimo, tako in kot ambientalno je to, definitivno bi se boljš v Altovih stavbah počutil, no, tako. Težko reči, jaz sem oboje kar dosti videl, ker sem bil pač čudovalec tega od obeh arhitektov. No, ker jaz, je pa res, jaz Wrightove v živo nisem videl še nič, ne. A ja, pa pet. Ja, vem se. Je za videti, res, fantastično. Najprej moram zdaj na japonsko, pa bom še kaj.